Spoštovane in spoštovani, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli na novinarski konferenci kandidatke za predsednico Republike Slovenije, gospo Romano Tomc. V uvodnem delu vas bo najprej nagovoril predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša, zatem pa se bo predstavila kandidatka. Na koncu pa bo seveda gospa Romana Tomc na voljo tudi za vaša novinarska vprašanja. Glede na to, da smo se tukaj zbrali v tako velikem številu in da je vse pripravljeno, sedaj k besedi vabim predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Izvolite. Spoštovani Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, vsi, ki imate Slovenijo radi. Spoštovanje in sodelovanje, glava in srce, razum in pogum. Kandidatka za predsednico Republike Slovenije, Romana Tomc. Izvoli. Hvala lepa za to, da ste prišli v tako velikem številu danes tukaj v Maribor. Seveda nestrpno vsi nekako pričakujemo, kako se bo razvilo nadaljevanje do predsedniških volitev 22. oktobra. Seveda vsi upamo in jaz upam, da bom vaša bodoča predsednica Republike Slovenije. Ampak odločitev za to, da sploh kandidiram, enostavno ni bila lahka. Zakaj ni bila lahka? Zaradi tega, ker čutim do te funkcije predsednika države res veliko spoštovanje in seveda tudi res veliko odgovornost. In na koncu, to boste najbrž sami vedeli, ko pride do tega, da se mora človek odločiti za pomembne odločitve v življenju, je pravzaprav sam sabo. In odločitev, da kandidiram za predsednico države, je bila moja odločitev. Seveda pa sem bila zelo vesela, da so me na poti k tej odločitvi spodbujali in mi izražali podporo vsi. Tisti, ki so danes tukaj z nami, moja stranka, seveda na prvem mestu tudi moja družina, pa ne samo ti, tudi vsi ostali, ki sem jih srečevala na poti in ne pripadajo ne naši stranki, niti niso politično opredeljeni, pa vendarle so mi izrazili veliko zaupanje in podporo. Vse to seveda me je na koncu spodbudilo, da je bila moja odločitev takšna, kot je bila. In to so tudi razlogi, tehten premislek, spoštovanje do funkcije predsednika države, zakaj smo z odločitvijo nekako čakali toliko dolgo časa. Vendar mislim, da je to danes, te dni, pravi trenutek, da najavimo na mojo kandidaturo. Seveda je eno izmed prvih vprašanj oziroma vprašanj, ki so na mestu, kaj bom naredila kot predsednica države, kako bom delovala za dobro Slovenije, v čem bom drugačna od vseh ostalih. Vsi odgovori bodo prišli v času te predvolilne kampanje, ampak za začetek lahko rečem, da jaz nisem kandidatka, ki bi obljubljala nemogoče. Trdno stojim na tleh in se zavedam, kaj pomeni predsedniška funkcija, se zavedam, kaj pomeni po formalni plati, da so te formalne pristojnosti predsednika države relativno omejene, pa vendar ne pomembne, so zelo pomembne. Ampak še bolj kot formalne pristojnosti predsednika države, pa je po mojem mišljenju pomembno, da je predsednik neformalna, moralna, politična, kakršnakoli že želite, to je igra besed, avtoriteta. Da to postane, seveda mora imeti najprej spoštovanje vseh tistih okoli njega, to spoštovanje pa ne pride kar tako. To spoštovanje pride na podlagi lastnosti, ki jih ima, na podlagi dejanj, ki jih naredi. In seveda na koncu, ko doseže to spoštovanje, ima tudi neformalno moč, da vpliva na boljše, na dobro življenje v tej državi. Kot je že bilo omenjeno, kot je predsednik omenil, moje geslo je, sama sem ga izbrala, spoštujmo in sodelujmo. Mislim, da je v Sloveniji premalo spoštovanja,
na vseh ravneh, tako do predsedniške funkcije kot take, tudi obratno politike do ljudi, ki živijo v tej državi. Predvsem pa je premalo sodelovanja. Slovenija je v nekakšnem krču. In zaradi tega, ker različni akteri, ki pa so tisti, ki lahko vplivajo zelo konkretno na to, kakšna bo naša prihodnost, sprejemajo zakone, se dogovarjajo, ker tisti med seboj ne znajo sodelovati. Ker smo še vedno razdeljeni tako, da mislimo, da smo samo in edini poklicani, da so naše rešitve najboljše, najpametnejše. Ampak ne drži. Najboljše rešitve se sprejemajo skupaj. Se sprejemajo v sodelovanju in ob spoštovanju. To, kot bodoča predsednica Republike Slovenije, pa je tisto, kar lahko obljubim iz vsega srca. Da bom kot moralna, politična ali kakršnakoli že avtoriteta spoštovala vse in se trudila za to, da bodo ti, ki pomembno vplivajo na življenje v naši državi, delovali tako, da bo ljudem dobro in bolje. In Slovenija, ljudje, Slovenke, Slovenci, mi vsi si seveda to zaslužimo. Hvala lepa. Izvolite. Verjamem, da bo teh vprašanj v tem mesecu pa pol, ki prihaja, še veliko, da boste zelo podrobno izvedeli, kakšna so moja vrednostna stališča, kaj mislim o posameznih, tudi konkretnih problemih, čeprav naj na tem mestu kar takoj povem, da funkcije predsednika države ne vidim tako, da se vmešava v konkretne primere. Seveda jo pa vidim tako, da pove, kaj na sistemski ravni, kaj v naši državi je dobro, kaj ni dobro, kaj bi bilo treba izboljšati in seveda tudi svojim zgledom, pobudami pač daje to proaktivno vlogo, ki se pričakuje od predsednika države, da kot sem že prej omenila, tisti, ki pa dejansko sprejemajo zakonodajo, tukaj mnogo mojih bivših kolegov, ki so za to odgovorni, da se bodo takrat, ko bo treba, odločili prav. Zdaj pa izvolite. To je Res je. Iz razlogov, ki sem jih povedala v prvem, drugem odstavku, prvi stavku tega nagovora, zaradi tega, ker do te predsedniške funkcije zares čutim veliko spoštovanje. Tisti, ki poznajo moje preteklo delovanje, vejo, da sem opravljala kar nekaj funkcij, vse sem opravljala zelo odgovorno in verjamem, da tudi uspešno. In lestvica, ki sem si jo postavila in ki jo jaz vidim, kakšne lastnosti in kaj pa mora biti predsednik države, je postavljena izjemno visoko. In seveda, veste, vsi smo ljudje in kot ljudje, če smo pravi, potem se seveda sprašujemo tudi, ali smo tisti pravi, ali smo sposobni dovolj, da bomo lahko zadostili tem kriterijem, ki so, jaz jih postavljam pač zelo visoko. In ni kar enostavno, najlažje je najbrž reči, seveda sprejeti vse funkcije in misliti, da boš zmogel vse. Jaz sem seveda imela dvome v to, ali bom zmogla. In ta odločitev je zorela. Zorela je v meni, zorela je pa tudi na tej poti, ko so me ljudje spremljali, ko so mi dajali podporo, ko sem videla pravzaprav, da mogoče pa sem vendarle sama sebe v tej vlogi podcenila in da pravzaprav je to funkcija, ki je meni pisana na kožo. V tem času, nekako od novega leta naprej, ko se je omenjalo moje ime, je ta odločitev dozorela. In kot sem rekla, na koncu vedno ste ob takih odločitvah soočeni sami s sabo. In vedno so takšne odločitve vaše osebne odločitve. Hvala pa za vso podporo, seveda. Dejali ste, da
Jaz mislim, da večina političnih funkcij v tej državi nima dovolj spoštovanja. Mi smo politične funkcije razvrednotili, kolikor se najbolj da. In to ni dobro. To ni dobro za državo. Jaz mislim, da mora biti to spoštovanje vzajemno. Predsednik republike si zasluži najvišje spoštovanje in če tega seveda ne bomo dosegli vsi skupaj, najprej pa oseba, ki je na tem mestu, potem seveda se nam nič kaj dobrega ne piše kot državi kot taki. Seveda pa to spoštovanje mora biti vzajemno. Zdaj, jaz svoje kampanje ne bom gradila na tem, da bom kritizirala svoje sopotnike v tej predsedniški kandidaturi, ampak bom gradila na tem, da bom izpostavljala svoje vrednote, svoje prepričanja in pač izražala tisto, kar jaz mislim. Zato ostajam pri tem, spoštovanje do predsedniške funkcije v državi je nujno.